Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka. Danes vas bom popeljala skozi trening za naše celo telo in sicer prilagojeno za začetnike. Vse, kar si morate zagotoviti, je le malček več prostora za nemoteno izvajanje vaj ter seveda podlago. Sledite navodilom, ki bodo podane poleg vaj, kajti želimo si dobre pravilne ponovitve, kvaliteta pred kvantiteto. Trening bo potekal intervalno in sicer vsako vajo bomo izvajali 45 sekund, na kar bo sledila 15-sekundna pauza, ki ti bo omogočala, da se lahko pripravi za naslednjo vajo. Trening pa ti bo v celoti vzel 10 minut, ampak pričakujem, da ga napraviš več kot pa enkrat. Preden pa, da se pomaknemo na trening, ne pozabiti napraviti ogrevanje, povezavo najbolj spodaj v opisu, podariti video like in če si nov in če se še zmeraj nisi naročil na moj kanal, naredi to takoj zdaj. Zdaj si želimo 1000 naročnikov, tako da hitro naročite. Sedaj pa nič več čakati, gremo nadaljevati. Bomo kar pričeli s prvo vajo, ki je klasika pri treningu celega telesa in to so počepi, vendar ga bomo pri našem treningu dopolnili z izpadnim korakom naprej. Kombinirana vaja, ki bo zahtevala malenkost več spravnosti brez hitenja. Z nogami se postavite v širini ramen, stopala lahko po želji nekoliko obrnete navzven. Držite hrbtenico zravnano, trebušne mišice napete, glavo spuščeno v nevtralnem položaju. Z vdihom se spustite v počep, pri tem pa boke potisnite nazaj, krčite kolena, vendar pazite, da so kolena ves čas poravnana s stopali. Z izdihom se vrnite nazaj v stoječ položaj, na kar sledi takoj drugi del vaje, izpadni korak naprej. Pazite, da pri dvigu nazaj ne uporabite zagona, ampak da dvig opravite s peto. Nato se ponovno pripravite za počep in izpadni korak naprej še z drugo nogo ter ponavljate ta vzorec gibanja. Počepi so zelo vsestranski, lahko jih naredite kjerkoli, tudi med umivanjem zob. Sedaj sledi 15-sekundna pauza, vendar se hitro pripravimo za naslednjo vajo skleca na kolenih. Skleca na kolenih so edinstvena različica običajnih sklet, saj se vaja osredotoča predvsem na triceps mišice namesto na prsne. To je pa zato, ker oprijem kolen ob tla nekoliko dvigne zgornji del telesa in večinoma dela prenese na triceps mišice. Hitro lezite na tla in se pripravite v položaj visokega plenka. Roke postavite v nekoliko širši razkorak, to vam bo omogočalo kasnejši lažji dvig. Kolena pa odložite na tla. Telo mora tvoriti ravno linijo od ramen do kolen. Pogled tekom gibanja pa usmerite med dlani. Z vdihom upognite komolce in prsni koš približajte k tlom. Z izdihom stisnite trebušne mišice in z rokami dvignite nazaj v začetni položaj. Pazite, da ne ogrozite drž hrbtenice na način, da bi se ustvaril lok. Pred nami je že tretja vaja, imenovana Jumping Jacks oziroma poskočni Janez. Ljubljena vaja, ki je klasika pri ogrevanju, sploh pa je dobra za vašo kardiovaskularno vzdržljivost. Preden pričnete z vajo, sprostite ramena, boke, kolena in komolce. Noge postavite v širini bokov, roke držite prosto v telesu, hrbtenico pa imejte zravnano in trebušne mišice napete. Z vdihom skočite v širši razkorak in zamahnite z rokami nad glavo in se nemudoma z izdihom vrnite v začetni položaj, tako da z nogami skočite skupaj in z rokami zamahnete nazaj ob bok. S stopali pristajajte mehko in ne pozabite dihati, vdih sledi, ko z rokami zamahnete nad glavo in izdih, ko se vrnete nazaj v začetni položaj. Predlagam, da se ne zaženete takoj, ampak stopnjujete hitrost oziroma držite konstantno enak ritem. Še malo in pauza. Med pauzo se pripravimo na rob podlage, saj sledi vaja walkout v kombinaciji s kobro. Vajo začnite v stoječem položaju, noge postavite v širini bokov. Telo spustite v predklon in z rokami nadaljujete pot do položaja plenka, tako da telo tvori ravno linijo od ramen do stopal. Nato sledi drugi del vaje, telo spustite na tla, od tal dvignete samo zgornji del telesa kot kobra. Nato obrnete potek gibanja, tako da se vrnete v plenk in se sprehodite nazaj do stopal za vnovično ponovitev. Pazite, da hrbtenica ostaja ves čas zravnana in trebušne mišice napete.
Pred nami je že 5. vaja, imenovana Superman s potegom rok nazaj, vaja, pri katerem bodo delale predvsem hrbtne mišice in telo kar spustimo na tla. Vajo začnite tako, da roke iztegnete naprej pred glavo, vrat naj bo pri tem sproščen kot podaljšek hrbtenice. Iztegnjene noge postavite tako, da bodo konice prstov na podlagi, pete pa bodo usmerjene proti stropu. Medenico stisnite trdno ob tla, prav tako tudi trebušne mišice in to je vaš začetni položaj. Z izdihom potegnite komolce nazaj proti telesu in stisnite lopatice skupaj, od tal dvignite samo prsni del. Medenico pa pritiskajte ob tla. Z vdihom se vrnite nazaj v začetni položaj za vnovično ponovitev. Roke pri spustu nikar ne odlagajte na tla. Za nami je že polovica vaj, sedaj sledi vaja izmeničnega spuščanja nog, s pravilno izvedbo obremenimo celotno trebušno jedro. Ta vaja vključuje tudi fleksorje kolka in mišice spodnjega dela hrbta. Pa kar hitro lezite na tla, dvignite noge neposredno na medenico, tako da boste tvorili kot 90 stopinj. Z rokami se oprimite podlage ali pa jih položite pod spodnji del hrbta ob bokih. Z vdihom najprej proti tlom spustite eno nogo, ampak je ne odložite na tla. Z izdihom nato dvignete nogo nazaj v začetni položaj in stisnete trebušne mišice, tako da povlečete popek proti rebrovju. In enako nato ponovite še z nasprotno nogo. Pazite, da pri spustu nog stiskate trebušne mišice in držite hrbtenico prilepljeno na tla, tako da se ne ustvari lok. Sedaj sledi pauza, vendar se lahko kar hitro pripravimo za vajo skater jump oziroma umetnostnega drsalca, ki je vaja številno visokointenzivnih treningov imenovanih HIIT. Kot kilometrična vaja, imenovana tudi trening skokov, je odlična za krepitev moči in kardiovaskularne vzdržljivosti ali splošne kondicije. Izvedite le nekaj ponovitev in hitro pospešite srčni utrip. Vajo pričnemo v stoječem položaju, težo najprej ponesemo na eno nogo, rahlo spustimo boke nazaj, telo nagibamo v predklon, medtem ko drugo nogo križno ponesemo nazaj. Z izdihom se pripravimo na odskok, na drugo stran, pri tem stisnemo trebušne mišice, pristanemo mehko, prikrižamo drugo nogo in se pripravimo za vnovični odskok na drugo stran ter ponavljamo ta vzorec gibanja. Roke naj tekom gibanja sodelujejo, tako da jih zibamo ob telesu kot umetnostni drsalec. Gibanje pospešite le takrat, ko je tehnika izpopolnjena. Do konca nas loči samo še nekaj vaj. Ponovno se selimo v ležeč položaj za vajo glute bridge oziroma dvig medenice v most, ki je tudi vaja super za našo zadnjico. In kar lezite na podlago, pokrčite kolena, stopala postavite trdno na tla v širini bokov. In to je naš začetni položaj. Z izdihom dvignite medenico od tal, tako da boste tvorili most, na vrhu stisnite trtico navzgor, kot bi zajemali kepico sladoleda. Z vdihom se vrnite v začetni položaj in se pripravite za vnovično ponovitev. Pri dvigu stisnite trebušne mišice in pazite, da se na hrbtenici ne ustvari lok. Samo še 2 vaji nas ločujeta do konca, pred nami je ponovno klasika, ko želimo z eno vajo aktivirati celo telo in to je plank na komolcih. Vajo začnite tako, da se spustite z rokami na komolce in jih postavite neposredno pod ramena ter stopala postavite trdo skupaj. Telo mora tvoriti ravno linijo od ramen do stopal, pri tem pa pazite, da vam medenica ne pobegne previsoko ali prenizko, saj s tem namreč razbremenimo trebušni del in to škoduje hrbtenici. Hrbtenica skratka mora ostati zravnana in trebušne mišice napete. Zagotavljanje pravilne tehnike vam bo omogočilo, da kar najbolje izkoristite vajo za gradnjo mišic in tako zmanjšate tveganje za poškodbe. Sledi
zadnja pavza in zadnja vaja, imenovana dead bug, edinstvena vaja, ki deluje na trebušno področje, predvsem na prečne trebušne mišice in fleksorje kolka, s sekundarnim poudarkom na preme trebušne mišice, brez da bi pri tem ogrozili spodnji del hrbta. Pa kar lezite na hrbet, dvignite noge in jih pokrčite pod kot 90 stopinj, prav tako dvignite roke in jih položite na kolena. Hrbet stisnite trdno ob tla in držite napetost trebušnega jedra. Z vdihom proti tlom spustite eno roko in nogo, tako da boste nogo iztegnili naprej in roko nazaj za glavo. Vendar pazimo, da zadržimo hrbtenico in medenico mirno. Zadržite za sekundo in se počasi vrnite v začetni položaj in stisnite trebušne mišice. Enako nato ponovite še z nasprotnim parom in vajo izvajate izmenično. Držite konstantno napetost, tako da nog ne odlagate na tla. Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga, tako kot sem že prej omenila, lahko vse skupaj ponovite še enkrat ali dvakrat. Če so vam všeč takšni obliki treninga in če bi si jih seveda želeli videti še več, pa mi pišite spodaj v komentarjih. Prijem pa, da se poslovimo, ne pozabite videti videa dalje, da napravite skupaj z vašo prijateljico in seveda podariti like, se naročiti na moj kanal in pritisniti zvončka, da ne zamudite bodočih vsebin in presenečenj in se vidimo naslednji teden. Čau!